Problem, rešitev kot zdravilo. Problem, rešitev kot zdravilo. In to? Jaz sem se tudi prej spraševala, pa zakaj bi se trudila, če mi je vseeno, ali bom živela 80 let ali 85. Kaj mi to pomaga? A ti lahko povem, kaj ti to pomaga? O moj bog. Kje je tista meja, da pacient mora poslušati sebe ali poslušati zdravnika? Hudo. Te prikazi, da mora biti ženska taka. Vse te ženske, ki vidite, da so modni ideali, tako, to niso zdravi hormoni na koncu. Dobrodošli na Tehnoparkovem podcastu, kjer obravnavamo različne teme z področja znanosti in tehnologije. Danes bomo obravnavali temo, ki naj bi zanimala vsakega človeka, in sicer delovanje človeškega telesa, zdravje, medicina. In z nami je Ema Cindrov-Kostelc, ki je zelo znana po profilu na socialnih omrežjih Medzdravje, ker v bistvu na zelo preprost, zabaven in jasen način deliš z občinstvom, kako naše telo narejeno in kakšne tudi nasvete za zdravje, tako bi rekli. Ema, zelo smo veseli, da si danes z nami. Hvala za povabilo in za lepo uvod. Živel sem. Kako se počutiš pri nas v Tehnoparku? Ful dobro, ful je lepo. Nisem pa čakala, da imate tako velike prostore in toliko stvari in ful je lepo. In to kar v središču mesta. Ja, navdušena sem. Jaz, ko si mi napisala, da moram priti v Tehnopark, sem si predstavljala, da bom nekam prišla tako na obrobje mesta, ne pa čisto center. Pa neko tehnološko, mislim, tako stavbo, ne, ker je nekaj dolgočasnega nek inštitut ali ne vem kaj. Iskreno, ko sem parkirala, sem šla prav gledat, a sem jaz napačen naslov dala ali kaj? Ne, tu si tu napravi naslov. Mi smo v bistvu znanstveno-zabavni park, najbolj nas poznajo družine, mlade, tak naše generacije, ne toliko zaenkrat se te še čaka, se nas boš vse spoznala, kdaj, svojo družino. Ok, gremo mogoče kar začeti. Se pravi, ti si, si diplomirala iz medicine, si doktorica, povej, kaj si ti točno po nazivu. Se pravi, trenutno sem po nazivu doktor medicine, januarja sem diplomirala in zdaj sem na absolventskem dopustu, oziroma malo še koristim, zdaj grem čez 2 meseca delati. Okay. In boš doktor, v bistvu si specializantka, kako si mi povedala, specializantka družinske medicine? To si želim biti. V bistvu jaz sem zdaj samo dokončala medicino in ko ti dokončaš medicino, dobiš naziv DRMed, ne, doktor medicine, ampak ti nisi zares še zdravnik, nimaš še licence delati, niti nisi specializant, ker cel študij je v bistvu splošna medicina, pa končaš in zdaj, ko se jaz zaposlim, se bom najprej zaposlila na pripravništvo, to je v bistvu praksa, ki traja pol leta, ampak je zaposlitev in si plačan in krožiš po različnih oddelkih in po tej praksi po pol leta lahko podaljšaš, če hočeš še malo več delati na sekundariat, ali pa greš na strokovni izpit. In strokovni izpit je nekaj, kar mora vsak od nas opraviti, da lahko dobi licenco, da lahko dejansko dela kot zdravnik. Potem, ko imaš pa licenco, se pa prijaviš na specializacijo, tisto, kar želiš. Če si sprejet, upam, da si, super. In pa si specializant nekaj časa, 4 do 6 let. To je tudi služba, se pravi, dejansko si plačan, delaš, imaš paciente vse, ampak imaš pač mentorja, imaš nekoga, na katerega se lahko obrneš, malo tudi krožiš, da dobiš dovolj znanja in potem postaneš specialist po specialističnem izpitu na koncu. Ok. Traja ful, 100 let. Sem že slišala v tvojih intervjujih, ko sem vse pogledala, kar se da na spletu. Vse si pogledala? Ja. Tega je ful. Jaz sem se res ful pripravljala. Vsaka čast. In v bistvu si povedala, da si se odločila za to, da postaneš zdravnica, kar tak iznenada. Tak si bila 14 let stara in kar naenkrat te je prišinilo, evo, želim biti zdravnica. Nekaj takega si povedala. Ampak jaz čisto iskreno ne verjamem, da je bilo tako, da si sedela, evo, zdaj želim biti zdravnica. Verjetno ni bilo tak. Vseeno so bili neke, predtem neka dejstva, nekaj se je dogajalo. Dejansko imam predzgodbo, zakaj. Aha, ok, to bi želeli slišati. Jaz v bistvu kot otrok sem imela ful hud atopijski dermatitis. Se pravi, to so taki ekcemi po koži, fleki, čisto suha koža, srbi, praska, boli, se verjetno vsi poznamo. Vsaj koga s tem. In to je bilo toliko slabo, jaz sem to čisto povsod po telesu, večkrat sem lahko hospitalizirana, nisem znala zares pomagati. Seveda obstajajo kakšne kortikosteroidne kreme, ki pač so prijele, ampak to ni dolgotrajna rešitev spet. Mene je ful tudi zanimalo, kaj je vzrok in tako.
takrat in jaz vedno rečem, da je to bila moja iniciacija v medicino, ker v bistvu takrat sem sicer še otrok, ampak me je zanimanje, zakaj se to dogaja, kaj je razlog, kaj se da narediti, tisto, kar me je skozi pol čez življenje vleklo medicinske vode in pol pri 14 sem se res tako, nekako sem prav začutila, to hočem početi. Nisem nikoli prej pomislila na to, ampak takrat sem pa prav imela en tak priblisk, ja, pač to je to. To je to in nikoli nisem več na nič drugega pogledala. Ok, to pa razumem zdaj. Zdaj mi je pa popolnoma jasno. Ja. Mama definitivno ima predzgodbo, ni me tako zadel, kar tele jasnega. Si kdaj, študij je bil težek, dolg, pa se še v bistvu ni še konc, ne pa še nekaj let, ne boš, mislim, še boš mogla učiti in učiti in učiti. Pa celo življenje se bo mogla učiti. V bistvu, ja, ampak pri zdravnikih to pa še bolj, ne, recimo pri marketingu, tako kot jaz delam, mislim, da rabim se toliko učiti, ne. Sam fairly marketing je ena od dveh, ki se najhitreje razvija, ker skozi nove stvari prihajajo. Ja, ideje ostanejo enake. Grem na par predavanj čez leto in to. A veš, in sem nekako še zmeraj v toku. Zdravstvo se mi zdi, pa ko odgovarjaš za življenje ljudi, lahko rečem, ne, je hudo težko. A si kdaj podvomila v svojo odločitev za medicino? Tekom študija si mislila, zakaj sem šla v to, pač ne vem, bi odnehala. Si kdaj imela take pomisleke? Mislim, prvo povem, da sem jaz 3 leta vmes pauzirala. Ok. Hodila sem 1 leto pauzirati, ampak to je bilo glih v času covida in sem bila v tujini in se nisem mogla vrniti in sem pa 3 leta na koncu. Na začetku sem nenamerno ostala to dlje, pa prostovoljno, ker mi je bilo ful dobro. Tako da, ja, sem imela eno pauzo vmes, zato moj študij bil mogoče meni osebno malo lažji, ker ni bil vse naenkrat, ampak 3 leta pauze, pa 3 leta študija spet. Ampak ne, drugače mi ne zdi, da sem kadarkoli imela tako, mislim, ja, itak da imaš trenutke, zakaj je meni tega treba, zakaj se moram zdaj učiti, ne da se mi pa to, ampak nikoli pa ni bilo tisto, to ni to. Čisto, ja. Tistega tvojega pauziranja se bomo še dotaknili, to je v Novi Zelandiji si verjetno, ja, o tem se že bomo govorili. Katere osebnostne lastnosti po tvojem ključne za zdravnika? Recimo, verjetno ne mora biti vsak zdravnik, ali pa lahko vsak človek zdravnik, ali mora biti empatičen ali ne, to me tudi recimo ful zanima. Sigurno, ker ti delaš s ljudmi in ne glede na to, kdo si, pač ali si kirurg, ali si družinski zdravnik, ali si internist, ortoped, karkoli, ti delaš z ljudmi. Tako da neki empatije definitivno dobro bilo veliko, ampak vsaj neki mora imeti vsak, bi jaz temu rekla. Je pa res, da pač kakšne zdravniške stroke so veliko bolj usmerjene v pogovor, dejansko tako, bom rekla, tudi psihološko delo z ljudmi, kakšne so pa res mogoče bolj mehanske, ampak tudi te nujno rabijo, se ni kaj. Tako da, ja, to. Druga stvar, pomembna, da te mora medicina zanimati. Medicina je pretežka, da greš delati samo zato, ker pač bi rad bil doktor. Mislim, vse lahko narediš, ampak po moje se pa namučiš. Tako, po moje se kar namučiš, no, če ti ni všeč. Tako da, zihar moraš imeti neko ljubezen do tega. Pa ljubezen do pomoči ljudem. Absolutno, to je misija. Jaz pravim, se mi zdi zdravniki pa učitelji, to ne mora biti poklic, to je, ti s tem živiš, če hočeš biti dober. Nekdo mi je to ful dobro rekel, da to je poklic, ker te pokliče. A veš, sem tako, wow, nisem nikoli pomislil, da je poklic beseda, kaj iz tega izhaja, dobesedno, ampak ja, medicina te pokliče, pač dobesedno. Res je, dobro. A misliš, da te je medicina spremenila osebnostno, v dobrem ali mogoče v slabem smislu? Si kdaj pomislila na to? Nisem, ampak ful dobro vprašanje. Par stvari, ki so mogoče malo bolj na negativno noto, je to, da ko znaš veliko stvari, pa ker malo začneš drugače gledati na svet. In jaz prav vidim, da ko potujem, jaz pa vse pa možno kar malo težim, to ne smeva delati, pazi, tle lahko dobiš to pa to bakterijo, tle pa to pa to. In včasih mislim, če ne bi imela vsega tega znanja, mogoče ne bi toliko mislila na te stvari in se ne bi sekirala. Ampak po drugi strani mi daje pa toliko ene širine in tako pogled na življenje, ki ga ne bi drugače imela, z vidika tega, da cenim življenje. Da veš, koliko hitro se stvari lahko obrnejo, da vidiš, koliko je res življenje vredno. Tako, v medicini si skozi opomnjen na to, vsak dan, vaš čas, ne. In tudi včasih, ko ti je pač kaj, ne vem, jaz se sekiram, pa si mislim, pa koliko je meni težko v življenju, za kakšne male neumnosti, ko se mi ne da kaj narediti, pa se slabo počutim. Ampak glih to je na nek način moč medicine, da te zelo hitro opomne, da v bistvu probleme, ki jih jaz imam, ne morem gledati na tak način, ker niso veliki zares, ne, na ta način. Tako da mi pomaga ohranjati, ful pozitiven pogled na life. Zdaj pa malo tako vprašanje, malo
kako bi ga opisala, mogoče neprijetno, ne vem, kako si ga kjer oceni. Zakaj misliš, da je v zadnjih letih zaupanje ljudi v klasično medicino upadlo? In ali je sploh upadlo, ali se samo mogoče nam mladim tak zdi? Kaj misliš glede tega? Tako, definitivno nimam vseh odgovorov, zakaj. Bom samo čisto osebno moje mnenje podajala, tako da jaz mislim, da je par razlogov. Eno je to, da medicina se je v nekem trenutku zelo začela usmerjati v zdravljenje bolezni za zdravili. In smo malo pozabili na ta lifestyle. Pozabili smo omenjati pomembnost lifestyla, pa se ne da ga ne omenjamo, ampak se ni dalo nobenega poudarka na to. Ne? Problem, rešitev kot zdravilo. Problem, rešitev kot zdravilo. In to. In potem, ker naenkrat je lifestyle postal domena, oziroma življenjski stil, postal domena neke bolj skoraj pa alternativnega sveta ali pa ne vem, bolj neke holistične medicine. In zdaj se sicer vrača v medicino in se vse bolj poudarja. Recimo, iskreno, jaz sem opazila prav razliko med tem prvim delom študija in drugim delom študija, da že v tem času se je ful spremenil, koliko se dodaja pomena prehrane, gibanja in vsega v medicino, ampak ni bilo pa tako nekaj časa nazaj zdaj in mislim, da zaradi tega je tudi malo ugled medicini upadel, ker je prišlo do občutka, joj, oni se pa samo zdravili ukvarjajo. Pa ni res, pač moramo se ukvarjati tudi z življenjskim stilom, ker življenjski stil je prvi in velikrat lahko prepreč marsikaj, velikrat je lahko tudi tako intervencija, ki reš eno težavico, ki je že nastala, če ni dosti huda, če je pa huda, pa hvala Bogu imamo zdravila, da lahko pomagamo, ne? Oboje rabiš. Tako to je ena stvar. Druga stvar, se mi zdi, da je veliko pluvanja po medicini zdaj, tudi strani raznih medijev. Zdaj ne vem, jaz preberem dobre stvari, pa tudi veliko slabih, tako da ne moram reči, da je samo slabo, ampak čistko iz naše stroke bi rekla, da je opazen porast tega, da se je nekako naredila kot neka vojnica na medicino oziroma na zdravstvo, nažalost, in pol to ful negativno vpliva na to, da si zdravnik oziroma slabo se počutiš, pa tudi gledamo zdravnike z manj zaupanja. Ne. Jaz zelo vidim, jaz pa sicer ne delam trenutno v zdravstvu, ampak zelo vidim ljudi, ne vem, moji profesori, razni zdravniki, pri katerih sem delala, pač vidiš bolečino tega v ljudeh, da so žalostni, da se tako govori v njih, da veš, rečejo, da sem za denar, da to pa to pa to. In sigurno je nekaj takih, ki dajo tako sliko pač celemu zdravstvu, ampak večina jih pa ni. Na koncu pa vsi s tem imenom hodijo okoli in vidiš, da so žalostni, da so zlomljeni, da nočejo delati, mislim, ne da nočejo, da nočejo delati s tem, ki jih tako tretira na ta način, ne. Kar je ful žalostno, no. Ko se mi zdi, da res večina ljudi, s katerimi sem jaz prišla v kontakt v zdravstvu, je res krasnih in seveda je tako, v vsakem poklicu pač neki izjem in pol cela naredijo zaveso temno za vse. Ok, to se strinjam, kar se tiče medijev, se strinjam tudi, da mogoče ni toliko, čeprav tudi osebno, ko grem, ne, zdravnica reče, ja, morate v vsakem kabinetu, ne, zdravnika visi zdrava prehrana, vse te pravila, ne, se danes, ampak premalo poudarka na tom, prideš na tem, se opravičujem. Ko prideš, pa ti dobesedno daje tableto, pa reče, ja, pa še moraš zdravo jesti potom, kot da je to mim grede, čeprav to je bolj kot ne osnova, ne. Letijo. Sej, točno to, vse meni se dejansko zdi, da zdaj je res vse več tega. Tudi, mislim, pa se opažam, da je vse več tega, tako ne jemljamo več to za samoumevno, ne, pa se poudarja, pa se razleži, ampak mi smo zelo taka avtonomna bitja, mi hočemo imeti kontrolo sami nad sabo, mi hočemo razumeti, zakaj. In če jaz pridem zdravniku in mi zdravnica reče, ti imaš pa, ne vem, jaz imam slabih maščob, ali pa ti moraš pa shujšati, bom jaz tako, kaj mi ti govoriš, ne? Če pa zveš zakaj, če pa dobiš dejansko razlago, kaj se v tvojem telesu zgodi, kako bo to pozitivno vplivalo na tebe, pol dobiš moč s tem. Dobiš moč, da razumeš in tudi motivacijo. In trenutno pač ta sistem ne daje dosti časa, da bi sploh zdravniki si po moje poglobili, kar je zelo velik minus sistema, nažalost, trenutno. In mislim, da tudi iz tega izhaja, da pol se življenjski slog tako reče, da je zdravo živeti, ker pač nimamo časa se zares 100% poglobiti, ne, kako pa ti živiš, okay, kje pa je ozko grlo, kaj bi lahko prvo spremenili, kaj bi se dal, ne. Kar je pa dejansko pomembna stvar. In še ena stvar, tako ena zvezdica, v bistvu, tako, ljudi je ful težko motivirati, da zdravo živimo.
Ja. Nam se ne da, pač meni se tudi ne da tako. Zato, ker smo zasvojeni z, ne vem, to je moje mnenje, ali kaj misliš glede tega, ker po mojem smo prav zasvojeni z nezdravimi zadevami, ker itak, ne vem, povej, zakaj se nam ne da zdravo živeti, čeprav bi to moglo biti nekaj samoumevnega. Samoumevno, da raje poješ zelenjavo kot čips, ampak ni očitno. Ampak to moraš tako štekati, da čips je razvit tako, da ga boš hotel jesti. Pač. Ja. To je ure in meseci razvijanja teh, okusov, ki potem nas bojo res privabili. Ne? To je za nalaš narejen na način, da pač boš ti to kupil, ker živimo v svetu, ker stvari se prodajajo in ti hočeš prodati čim več, recimo svojega čipsa, ne vem, česarkoli, svojega čipsa meni, ne. In je pač tako narejeno, da je pol to privlačno za naše možgane. In naši možgani evolucijsko se niso še razvili, da bi razumeli, čeprav meni to toliko dvigne dopamin, čeprav meni to toliko njam si, v bistvu to mogoče ni čisto najboljša izbira, če to vsak dan jem, ne. Mi to še ne razumemo, tako kot scrollanje po telefonu. Ja. Mi se nismo še razvili, da bi razumeli, kaj se nam zgodi, ko scrollamo in da to v bistvu je samo odvisnost, ne, ker se ti dopamin vsakič dvigne. To je močnejše od nas. Pač ti moraš res veliko namerne volje porabiti, da to ustaviš, zaradi tega, ker podzavestno te pač zasvoji, ne. Ja. To je ena stvar. Druga stvar pa se mi ne zdi samo tako, da smo zasvojeni v družbi, ampak ker nimaš težave, zakaj bi se trudil na ta način, ne? Če razumeš, kaj mislim. Ja, nimaš motivacije. Pravo. Jaz sem se tudi prej spraševala, pa zakaj bi se trudila, če mi je vseeno, ali bom živela 80 let ali 85, ali bom umrla zdrava, kam mi to pomaga? A ti lahko povem, kaj ti to pomaga? O moj bog. Dokazano ljudje, ki živijo do 90. leta, imajo 10 let, ko bi ti rekel, se pravi, propada zdravja, 10 let, ko jim zdravje nazaduje in se slabše počutijo. Tisti, ki živijo do 70. leta, imajo dokazano 20 let nazadovanja zdravja. Aha. Kaj to pomeni? To pomeni, da razlika med 70 in 90 ni 20 let življenja, je v bistvu 30 let kvalitetnega življenja, ker če ti pri 70-ih umreš, pa imaš 20 let upada zdravja, se to začne pri 50-ih. Pri 50-ih ti že čutiš, da ti zdravje omejuje pri življenju na pač neke načine. Ja. Če umreš pri 90-ih in imaš teh 10 let, imaš pri 80-ih to, da te zdravje začne omejevati. To je 30 let kvalitetnega, ne 30 let kvalitetnega življenja, tako da dejansko je razlika. Ja. Umreti zdravo je dobra stvar. Jaz tudi, ko govorim s starejšimi ljudmi v bolnici, ki je več večina ljudi starejših, ki jih vidiš v hospitalu in to, oni ne rečejo, ful je grozen biti star. Oni rečejo, ful je grozen biti star, odkar sem bolen in ne morem nič. Prej ni bilo grozno biti star. To je tudi zanimivo dejstvo. V bistvu veliko se govori o tem, da se je povečala zadnjih 100-150 letih, se je povečala življenjska doba človeka, ne? Da živimo dlje in kako je to super in fajn in tako dalje, ampak v bistvu ni se pa povečala aktivna življenjska doba človeka. Ne? Ful lepo povedano. Ne, to pa spet, to je to, ne. In zato spet je še en razlog, zakaj bi ljudje pljuvali po medicini. Medicina se je razvila, mi pa živimo isto, mislim, praktično isto. No. Ja, fair. To je dober point. Nisem nikoli pomislila na to, da bi tudi zaradi tega gledali na medicino kot... ampak ja, sigurno zelo pomembno. Mi smo res zelo podaljša življenja, ampak ja, moja baka vedno reka, da ena stvar, ki jih zamer medicini, je to, da ne pusti starejšim ljudem umreti. Aha. In jaz razumem, kaj misli s tem njen pogled, ne? Da potem se zelo umetno podaljšuje življenje v starejših letih, takrat, ko je človek že res praktično, iz posla ne more ostati in nima kvalitete, se v bistvu muči še nekaj let in potem na koncu umre po 5 dodatnih letih mučenja. Mislim, mučenja. Zdaj, to je zelo subjektivno, da jaz tako rečem, ampak to je ful težko potegniti mejo, ker kdo je tukaj, noben nas ni Bog, noben nas ne more reči, tega bomo zdravili, tega pa ne. Ja. Ni fair, da to naredimo, ne. In tukaj je zelo veliko etičnih dilem in vprašanj in jaz kot navaden človek nimam odgovora na to, pač. Se mi zdi, da... Pošteno. Ne, v bistvu se mi zdi, da noben nas ljudi ne bi smel imeti odgovora na to, ker je to domena pač tako življenja in smrti in mi nimamo moči pri tem na koncu. Ali meniš, da se to zaupanje v medicino, da tisti, ki mogoče to zaupanje izgubili, ne? Da se to zaupanje povrne in če ja, kaj bi drugače moglo delovati v sistemu? Ja, drugače absolutno vse.
Aha, ok. Ne, tako, jaz poznam ogromen primerov, ampak ne tako, da se povrne zaupanje v celo medicino, ampak tako, letijo na zdravnike, s katerimi se zelo razumejo, zdravniki se zelo zavzamejo na njih in za njih in začneš se pol počutiti, kada te cenijo, kot da tako in marsikoga sem že spoznala, ki je pa rekel, ja, no, ta oseba, no, to pa je zlati primer v zdravstvu in zaradi tega jaz zaupam zdravnikom in tako, ne, na ta način. Tako da mislim, da se sigurno mogoče kdo ima zelo velike bolečine, pri tem pa ne bo se strinjal z mano, ampak po mojih izkušnjah je pa res še to, da mogoče, da je to zdravje ena od najbolj osebnih stvari, kaj jih je na svetu, a ne. In če imaš tukaj težavo in če te tukaj nekdo ne spoštuje, ti ne daje tvojega dostojanstva in vsega in v bistvu razlage in vse, kar rabeš, je to največja bolečina, kaj jo vzameš sabo. Ni tako kot, ne vem, nek posel ali pa neki, to je tvoje osebno zdravje. Dejansko je ful dostojanstva s tem vezanga. In je zato težko. Aha, na to pa nisem pomislila. To je zelo dobro. Mislim, ful dobra misel. Ker točno to se mi je dogajalo. Ko sem neke odgovore želela od zdravnice, pa rekla, pa dobesedno mi je rekla, pa kaj te briga, pa če tak pa tak imaš, to je to. Sem rekla, pa zakaj razložite mi, želim vedeti, to je moje telo, rada bi vedela. Točno to. Takrat se mi je že tudi malo zamerilo. Zdravniki so različni, tako si rekla. Ne? Eni se ful zavzamejo, enim sem hudo hvaležna, ko je 1, 2, 3 reakcije, vse zrihtajo, vse naredijo, ful človeški, topel pristop. Eni so pa tak, ne, to je zdaj spet od vsakega posameznika. Pa jaz tudi razmišljam, a veš, ne vem, meni se to zgodi, da pridem v službo, pa sem čisto zaspana. Pa nisem to kvalitetna, kot kakšen drug dan, ne? Pa se malo slabo počutim, ali pa ne vem, se mi ful stvari dogaja, pa imam stres v življenju, ampak ti moraš, v bistvu moja dolžnost je, da vsakega pacienta, vsakega človeka pred mano, ne pacienta, gledam na enak način, z enakim spoštovanjem, ampak jaz te čisto iskreno povem, da jaz dejansko nisem sposobna tega delati čisto vsako uro in čisto vsak dan, ker včasih je drugače. Tako, ne vem, jaz nikoli nisem pila kave v življenju, pač res. In potem sem v nekem trenutku imela kroženje na kirurgiji, to sem delala v Španiji. In se prav spomnim, ko sem prišla malo utrujena en dan in tam si zelo namirna, ni neko tako dinamično delo. Tam si namir, delaš tisto svoje malo z rokami, vse sterilno, imaš masko, se pravi še manj kisika dobiš, na tisti sobi, ni svetlobe zares, tako. Vse po vrsti je tako, da te še malo bolj utruja, bom jaz rekla, tako, da si zaspan, ne, razen to, da se ti držiš ful zbran. In jaz se prav spomnim, kako sem jaz skoraj hotela zaspati parkrat vmes. Več v nas se moraš prav prisiliti, da si buden. In si rekla, shit, to je pa noro, neprofesionalno, ne. Moram spiti kavo, če pridem utrujena. Ker drugače zgleda, da ne moram enako kvalitetno delati, ker drugače. Ali pa nehati hoditi utrujena. In pa sem se začela zelo truditi, ker ne maram kave, zelo truditi, da pač hodim res vedno spat, da naredim izjem, ne. Ker, a veš, take stvari se ti dejansko zgodijo. In mi smo ljudje, nismo roboti. Tako da tudi dobri zdravniki si predstavljam, da včasih pač imajo malo bolj smotan dan, pa mogoče se ne morajo čisto zlauzeti, nažalost. To je čisto normalno. Če smo ljudje, to razumemo. Ne? Ja, ampak konc koncev, če pa ti prideš osebno težavo, ne, a veš, jaz pridem, pa se pripravljam, pa ful mi je betjati zdravniku, recimo, ne, kot primer. A veš, pač ti hočeš nekoga, ki bo 100% s tabo in fair je, da to hočeš. Ker je to res, pač zdravstvena težava je ponavadi velika, mislim, tako, veliko bolečine prenese s sabo. Tako da tukaj, ja, veš, ne moram ti dati čisto pravilnega odgovora, ni tle neki rešitve, kaj bi tle naredil. Vseeno, veš, mislim, ljudje, ki hočejo 100%, da zdravnik z njim, jaz mislim, da to ne mogoče. Vseeno moramo malo svoje pričakovanja znižati, ne, da nas pol ne užali, če so oni. Ampak veš kaj, vidi se, ko zdravnik ima slab dan in vidi se, če zdravnik nasplošno tak, a veš. Fair, se strinjam. Tako da, če je nekdo prijazen, pa vidiš, da ima slab dan, mu ne zameriš, ne. Drugo pa je, da je, če je tak, skos tak. To je pa drugo, ja. Še eno dobro vprašanje. Sama dobra. Kje je tista meja, da pacient mora poslušati sebe ali poslušati zdravnika? Hudo. V katerih primerih, kdaj? A veš, da ne znam odgovoriti. Ne zdi se mi, da tako obstaja en odgovor za to. Tako vedno moraš poslušati sebe. Kaj, če se pa motiš? Ja, ampak hkrati zdravniku glih zaradi tega, ker je to človek, ki ima večjo širino znanja na tem področju. Se mi zdi, da mogoče, da res bi mogla biti neka sinergija sodelovanja vedno tukaj, ne? Da lahko in sebe zdravnika poslušaš hkrati. Evo, imam odgovor. Okay. Tako sem prav pomislila zdaj.
recimo, jaz, ko sem imela težave, ko sem behna z atopijskim dermatitisom, ne, in so se moji starši izredno potrudili. Oni so me pelali na vse možno, da bi sprobali razne alternativne pristope, karkoli, ne? Zato, da bi pač videli, če bo kaj pomagal. In jaz sem enkrat moji zdravnici rekla, da jaz hodim na bioresonanco, ker sem takrat hodila. In ona rekla, to je pa kar nekaj, to je pa navadno sranje, tako zakaj to sploh delate na ta način. In nikoli več v življenju jaz nisem nič rekla, ne. Pač nikoli. Ampak to so, in zdaj, ko jaz gledam nazaj, to so pomembne stvari. Jaz kot zdravnica bi rada vedela, da moj človek, ki je od meni, pacient, ki je pri meni, dela vse te stvari, ker to vse vpliva na zdravljenje, to vse je pomemben aspekt tega, ne, da se lahko pogovoriš, da razložiš, ne. In če imaš ti lahko tak odnos z zdravnikom, pa zdravnik, in tudi to je del zdravnik, mislim, to je del, kaj mora zdravnik narediti, da lahko vzpostavi tako zaupanje, da je pacient pripravljen zaupati, kaj počne stvari, ne brez obsojanja. Ja. Pol dejansko lahko pride do tega sodelovanja, da človek, ki sedi pred tabo, lahko posluša sebe in lahko posluša tudi tebe. Ker ti boš razložil, ne, kot zdravnik, kaj se tebi zdi, kaj je pomembno, kaj ne, on bo povedal, kaj dela. In a veš, če meni človek reče, jaz ti rečem, ti ne moš tele tablete jemati. In ti meni rečeš, ok, bom jemala in greš domov in ne jemleš. Ja. Kar neki. Jaz bi veliko raje imela zaupanje pacienta, da mi reče, veš kaj, jaz si pa ne želim imeti tablete. Okay. Kaj se da narediti brez tablet? In jaz kao, ok, dajmo pogledati, da se to pa to, ampak v tem stanju jaz ne bi to priporočala, da, in potem se skupaj zmeniva, brez obsojanja, da človek pa vsem ve, da sem jaz na njegovi strani, ne pa proti njemu. In da sem slišala te stvari. To mogoče se mi zdi, da je cilj, ne? Da imaš to nekak sinergijo, da pol si pripravljen oba poslušati, in iz tega narediti nek zaključek, ki ga pa človek sam zbere. To je tak next level, ne, in za zdravnika, ker eni so, vidiš, take, ne, da obsojajo. Mislim, že zdravnik mora biti sam pri sebi tak, da zna ne obsojati, da zna pomagati, da tudi veš, kaj mislim. Vsi smo ljudje, vsi obsojamo, veš. Tukaj se moš tako vprašati, ne vem, a si tukaj, da pomagaš človeku, ali si tukaj, da imaš prav. Aha, pač, ok. No, vidiš, večina hoče imeti prav. Ne, tak se mi zdi. To je podzavestno. Ne, ja. Pa ni tako. Nočem reči, da kdorkoli slab, ki to dela. Pač, a veš, ti kot zdravnik, jaz velikrat vidim to frustracijo pri zdravnikih, zaradi tega, ker ti veš, kaj je najbolj za človeka, oziroma ti misliš, da veš, ker si naučena, ne? Okay. In ti si res tako, please, pejt na to zdravljenje, ker ti bo najbolj koristilo, please. In človek je tako, jaz pa ne bi šel. In ti se počutiš totalno zafrustriran, ker pač si misliš, da si ta človek uničuje zdravje, ti mu hočeš pomagati, noče ti zaupati in tukaj je ta stičišče, to sodelovanje pol zgine, ne. Da v bistvu, tako da ni, da so zdaj zdravniki taki, da hočejo imeti prav, ali pa da, no, eni ja, ampak ne vsi, ne, ali pa da, ne vem, ne znajo razumeti, ampak se mi zdi, da velikrat pride do te frustracije v komunikaciji, da potem se človeka ne povežeta, ne. Bom pa še nekaj dodala, tako, to mi je fascinantno, ampak ljudje, ko so imeli res težke zgodbe z zdravjem, preboleli raka in take stvari, to so pa ljudje, ki od vseh najbolj zaupajo sistemu in zdravnikom. Tako res, jaz nisem spoznala človeka, ok, mogoče, ampak zelo res tako peščico, ljudi, ki so preboleli take hude bolezni, da ne bi rekel, wow, koliko je pa to dobro zrihtano pri nas, koliko so vsi super in to. In to me vedno zelo s takim upanjem in pozitivnim občutkom nada, ko se mu reče, mi da tak dober občutek, no, ko res, da takrat, ko pa stvari grejo res sour, res slabo, ne, pa dobijo ljudje dejansko pomoč takšno, kot jo rabijo. Tako da mi je to ful lepo vedno slišati. Mogoče se dotaknemo še ene teme, ki tudi se mi zdi veliko ljudi danes zanima, alternativna medicina. In ti si tudi malo razkrila, že tudi v prejšnjih intervjujih, da si tudi posegala po nekih alternativnih pristopih, ne? In ne? Ja, ko se smešno sliš, ko rečeš, da sem posegala po alternativnih pristopih. Ja, ne vem, veš kaj. Ne, se je res, kaj? Ja, je res. Ampak je smešno. Oprosti, včasih res me zajebava, včasih sodelavke, da imam tako ful smešne izraze. Ne, prosim, ni bilo to mišljeno žaljivo do tebe, niti slučajno. Ne, sploh ne. Ok, alternativna medicina. Katere pristope si v bistvu si nekaj uporabljala iz alternativne medicine, zakaj, kako in ali bi ti kot zdravnica bi tudi lahko kdaj svojega pacienta poslala, ne vem, pojdi malo na akupunkturo, recimo. O ja, bi takoj. Se je to že standardna medicina ima dokaze, kako to deluje. Bom ti vse povedala. Okay. Začetek. Alternativna medicina je zelo široka beseda, zaradi tega, ker zavzema vse možno.
od stvari, ki so znanstveno dokazane, do stvari, ki so puščanje krvi. Tako da zdaj jaz kot prvo se včasih malo zadržujem, da to besedo uporabljam, čeprav jo, ker se mi zdi, da je lahko hitro narobe razumljena, ker se vsak drugače razloži, kaj je to alternativna medicina. Tako da definitivno so ene stvari v domeni alternativne medicine, ki so že znanstveno dokazane, da delujejo, kot recimo akupunktura. In imamo tudi že, mi lahko pošljemo pacienta na akupunkturo prek napotnice. To dejansko je, ja. Dokazano ful dobro proti bolečinam, za rakave bolnike, ki imajo težave z bolečinami, z nespečnostjo, razne težave, pri menopauzi ful dobro vpliva recimo proti oblivom vročinskim. Tako, imamo kar nekaj dokazov za razna področja in tam se to uporablja. To je, mislim, da dobrih 10 let zdaj, da je to dejansko, ali pa 10, mogoče sem rekla, ampak mislim, da je 2016, no nekaj tazga, imamo v glavi. Tako da, ja, to sem jaz tudi sprobala, meni je to zelo simpatično, tako mi je pomagal, bi rekla. A veš, pa imaš pa razne te holistične, ali ko bi ti rekla, funkcionalne, tako se imenuje, funkcionalne medicine, ki imajo res tak bolj lifestyle pristop, plus še neke druge stvari. Jaz se ne spoznam to globoko v funkcionalno medicino, ampak se mi tudi zdi, da ima zelo, da večinsko temelji na, a veš, nekih dokazih, nekih znanosti, ne? Kaj je funkcionalna medicina, na primer? To je zelo taka razširjena standardna medicina, bom tako rekla. Recimo zelišča, ali kaj? Ni, kam ampak... pa spadajo, ne vem, zdravljenje zelišča, kam to spada? Pod alternativno, ne? Ali pa ne? Jo, jaz ne vem. Pod nedokazano Ja, alternativno. mi ne zdravimo zelišči. Čeprav zelišča so zdravilo. Kako so se zdravila razvila? Zdravila so se tako razvila, da je pač nekdo videl, da ima neka rastlina učinke dobre, pa smo pa izolirali eno molekulo iz teh rastline in zdaj imamo mi zdravilo. Samo da je pač, a ne, če ti pogledaš, recimo za holesterol statini, ne? Obstaja fermentiran rdeč riž. Fermentiran rdeč riž ima noter statin. Mislim, nima statin. Noter ima molekulo, ki je identična statinu. Statin so naredili enako tej molekuli. Statin je za nižati holesterol, ne? Zdravilo. Naredili so enako tej, se pravi, eden od zdravil, ki je na trgu, da niža holesterol, je identična molekula, kot jo mi najdemo v fermentiranem rdečem rižu, ne? Ja, pač, a ne, nekje so to pobrali, videli so, da ta stvar ima učinkovino, ima učinkovitost in pa so rekli, ok, bomo to učinkovino izolirali in jo uporabili. In pa pač narediš zdravila, ki so bolj kontrolirana, ker imajo vedno enako količino, ne? Vse je res pri zeliščih, da je odvisno od letine. Da ti jaz, ko nabiram rožice, pač letos bom imela, ne vem, veliko več enih rožic kot drugih, ali pa bom imela osebnost te učinkovine, kaj želimo večjo kot naslednje leto in nimaš točnega nadzora. To je stvar pri zeliščih. Ampak hkrati zelišča so zdravila, ne? Ti lahko ogromno narediš zelišči s prehrano, ne? Tukaj smo zdaj rdeči riž omenjali, fermentiran. Tako da ne spadajo zares v standardno medicino, ampak ne vem, zakaj ne. Zaenkrat še ne. Mene je ful mod, ko rečemo standardna medicina pa alternativa. Meni se zdaj samo ena medicina, vse to je medicina. Vse to je medicina, sam pač ima različne, ne, morali bi sodelovati med sabo, različne, ko bi rekel, obraze. Sem vesela, da živimo v obdobju interneta, ko se res ta znanja širijo, ne, in da mogoče res bomo prišli na točko, ko se ne bo take striktne meje, evo, to je standardna medicina, tu imaš zdravilo, adijo, to je pa alternativna medicina, kateri ljudje hočejo bolj zaupati, ker so tam zgubili zaupanje, pač, da se to vse malo zbriše in da se to pač res neka ena medicina, ki je res usmerjena v to, da zdravi, oziroma da človeka naredi zdravega, ne pa da zdravi bolezni, ne, ampak vseeno se bolj na zdravju fokus kot na bolezni, no. Tako da upam, da bomo res prišli do tega, upanje umre zadnje. Meni se drugače dejansko zdi, da se premikamo v to smer. To tudi, kaj jaz med mojo generacijo gledam, se ne bom rekla vsi, ampak zelo velika, veš, ima tak že bolj celosten pogled na zdravje. In tudi to, ko praviš, da se ločuje res okay, damo zdravila pri zdravniku in druge stvari druge. Ta meja se mi zdi, da se je že konkretno začela širiti, da to več ni tako. Mogoče v naših glavah še je tako, ampak vse bolj se dela na tem, da ni tako, no. Tako da imam jaz pozitivne upe za prihodnost. Super. Čakaj, nisem ti odgovorila na funkcionalno medicino, drugače. Jaz ne vem točno, ne bom znala pravilno razložiti, ampak to je taka, to je medicina, ki zelo
bom rekla, da še bolj natančno se ukvarja z raznimi parametri zdravja. Veš, oni imajo tudi zelo veliko delajo na parazitih in take stvari, ki niso zares znanstveno dokazani. Tako da tukaj je meja, imamo parazite, ki so dokazani, ampak funkcionalna medicina to še pol zelo raztegne. Tako da bi rekla, da je to medicina, ki ima zelo veliko stečišča standardno, samo da je še malo razširjena, koliko so pa razni aspekti dokazani te medicine, pa jaz osebno ne vem, ker se nisem toliko poglobila. Okay. Sem tako, da odgovorim na tisto vprašanje, čeprav ni odgovor, ker jaz ne vem točno povedati, kaj zares vse obsega ta medicina. Verjamem, da obstaja različnih medicin, ampak tako, ko si rekla, nisem še nikoli slišala funkcionalne medicine, zato sem vprašala, veš. Vse verjetno. Ja. No, vse. Tudi jaz ne vem preveč v tem, tako da. Čisto sem zadovoljna z odgovorom. Gremo naprej. Ok, zdaj tako sem ljubila, da se bomo dotaknili že Nove Zelandije. Ja, vem, da si bila nekaj let, tako si že sama povedala, da je to bila ena krasna izkušnja za tebe, tak feeling sem dobila. Nova Zelandija. A si imela tam stik z zdravstvenim sistemom? S sistemom, mislim, delala nisem. Sem pa kot človek, ki je živel tam, imela tak posreden stik, ker pač tam ni javnega zdravstva. Ni javnega zdravstva? Ne, tam je vse privat. Valjda midva sem bila zavarovana z možem, ampak tako da pač greš zdravniku, lahko, pa ne rabiš plačati, ampak če pa nisi zavarovan privat, pač plačaš vsako storitev iz svojega žepa. In ena izkušnja, ko jo vedno povem na intervjujih, ko me kdo kaj podobnega vpraša, pa kje je to, da recimo sem imela kolega, ki je enkrat padel skup, je bil kar nekaj časa v nezavesti in nismo klicali rešilca, ker to ni normalno, da se tam klice rešilca, mi smo pač počakali, da se je zbudil in ga vprašali, če ima zavarovanje. In pol ga ni imel in nismo klicali. In pa smo pač rešvali drugače, ne. In pač grozen. Pri nas je to nepredstavljivo. Jaz sem da čist... Tako, jaz bi takoj klicala v tistem situaciji, ki je bila taka, ampak so bili tako, čakaj, mi to drugače delamo. Ja. Kaj, če se pa ne zbudi? Padel mi zavest. Pa res pokličeš, ne vem. Vse je bil živ, ampak tako zelo me je prav šokirala v trenutek, ne. Jaz nisem bila taka domačinka, in sem pa čakala, bomo šli tako, kot se pač to dela pri njih. Ampak ja, recimo en drug kolega, mi smo živeli na enem otočku Luška, na majhnem, je imel pa vnetje slepiča in so ga prišli s helikopterjem iskat. V bolnico odpeljali, operirali, vse to gre iz žepa. Ena kolegica je imela krvavitve iz danke, pač nek polipek je dobila in se je začel krvaveti. Ista operacija, veš, to je vse par 10 jurjev, na koncu. Iz žepa. Okay. In to je nekaj, kar se mi zdi, da se mi ne predstavljamo v našem sistemu, ker pač to se ne bi pri nas zgodilo, ker imamo javno zdravstvo. In javno zdravstvo je res great. Čeprav tudi, da veš, vedno jaz rečem, ta sistem ima stvari za zboljšati, ima jih veliko, ampak je pa to neprimerljivo v primerjavi s kakšnimi drugimi državami, že to, kar imamo, je tako, wow, res. Pa misliš, da zaradi tega, ko imajo tam privat zdravstvo, da se trudijo živeti bolj zdravo? Ne. Ne. Se pogleda Ameriko, oni so tako najboljši primer tega. Je to pa res, ja. Pa je bilo kaj takega v Novi Zelandiji, mogoče v zvezi z zdravstvom, recimo zdravim slogom življenja, ne vem, čeprav si ravno rekla, da niso tako, da se ne zavzamajo tako za zdravje, ampak nekaj takega, da bi ti lahko rekla, evo, tako bi moglo delati tudi pri nas. Ja, ne vem, iskreno, jaz sem živela na enem majhnem otočku, kot sem rekla, večino časa in sem tudi parkrat šla zdravnici, ker pač zboliš v 3 letih parkrat. In se mi je vedno zdelo, da je res tak zelo celosten pristop, zelo tako lifestyle usmerjen, zelo tudi naravne rešitve, se poudarja, ne samo zdravila. Polka ni šlo, seveda, pač tudi zdravila in to. Tako. Ampak to je zato, ker ta naš otok je bil zelo hipi. Res, tako da jaz mislim, da tudi iz tega to izhaja. Da smo pač bili bolj v tem, ok, kako se da to najprej naravno zrihtati. In mene pa vedno tam ful všeč. Zelo mi je bila všeč na zdravnica tam. Tako bi jaz isto delala. Drugega stika pa tudi nisem imela, iskreno, tako da ne morem povedati. Ne, vse pogovarjamo o tem, kak si imela to izkušnje. A lahko še nekaj povem, to je pa res za omembe vredno. No? Ja. Moja prijateljica, ki sem jo enkrat na eni delavnici spoznala, tako prvič v lifeu. V Novi Zelandiji? Ja, v Novi Zelandiji. Okay. Ko so se prvič spoznali,
je imela tako prav en tak breakdown, čustveni, zaradi tega, ker je bila pri nekemu zdravniku, ki je tako dosti površinsko pogledal in je rekel, ja, to je pa rak. To pa je maligno obolenje, ti moraš iti na to pa to preiskavo. In to so vse zelo drage preiskave, ker pač obvesli ni vedel, kje točno ne bi ta rak bil. Ona je imela hude modrice, pa take neke kožne spremembe, sumov neke limfome, neki. In je rekel, da mora na par preiskav, ki so vse par ure ostale. To je bila punca, ki ni imela zavarovanja. In ni res, ona je imela zavarovanje, no, ampak stvar je bila v tem, da pač smo rekli, ok, pet na drugo mnenje najprej, ker to je bil kraj osebni zdravnik, sploh ni niti enega testka naredil, ne sam pogledal in je bil tako, to je to, ne. In zavarovanje pa ni krilo drugega mnenja. In pa smo mi dve skupaj šli v mesto en dan, nekam, smo šli zdravniku za njo, nekomu drugemu in so odkrili, da ima garje. Eno čist preprosto ne spolno, moj bog, lahko se spolno prenaša, zato sem to imela kožno drugače bolezen. Ni spolno, drugače je to čist kožna bolezen, ker se ti pač, lahko se spolno prenaša, ker si pač s kožo dotikaš, ampak drugače tako se prenaša ali pa preko oblek, če si z nekom dlje časa v stiku, recimo, na ta način. Taki mehni parazitki s kremo je treba to odstraniti. To je to. In si ti predstavljaš stres, čez katerega je ona šla. In potem sem si vedno mislila, ok, če bi bilo to naš sistem, ti bi dobil napotnico, ti bi šel naprej, oni bi to ovrgali ali pa potrdili. Tam ni tega, tam ni nekih napotnicov, neki. Prišli si sam v tem, zgubljen, plavaš, ne moš niti po drugo mnenje, tako. Zavarovanja so takšna, kot so, ena zajemajo en delček, ena malo več in pač veliko zavarovanja ne pokrije teh težkih preiskav večjih, tako da je ful. Tle se mi zdi, da se je zgubljeno v sistemu veliko, da ti je fulkrat nejasno, kaj se dogaja. Tam 1000-krat bolj. Ja. Hvala ti za ta vpogled v nek drug sistem, da si res cenimo svojega, res cenimo. Veš, ker ne da sam vedno slabo govorimo, ker ni fair. Pač ni fair. Vse se zavedamo, da je treba veliko stvari popraviti, ampak je res, da je pač veliko stvari ful pozitivnih tudi. Ok, še eno vprašanje. Da se jih imam več. Ok, naslednje. Veganstvo. Veganstvo. Okay. Ja. Ko je vse bolj in bolj popularno danes. A res? Jo? Ne? Se ti ne zdi? Mislim, danes tako prideš v trgovino, lahko se veganskih izdelkov imaš, ko hočeš. Ja. Ker še pred nekaj časa tega ni bilo, ker kako je to zdaj, spet so svoj taščo omenim, ona ne mora, da ne bi na dan mesa pojedla, to je za njo konč življenja. In veganstvo. Ali je to po tvojem mnenju neka bolj modna muha in če ja, zakaj in komu, kaj so to mogoče, kakšne strici iz ozadja ali kaj, ne vem. Ali je to dejansko zdrava, ne vem, ampak veš, teoriji, kako hočeš. Ali je to dejansko, ker sem nazadnje poslušala, eno gospo zdravnico, to ni za podcast, med seboj se bomo pogovarjali. V glavnem, ena gospa je rekla, da to bolj pač za strice iz ozadja, Rockefellerji, ker oni imajo to te rastlinske, pač lažje je gojiti rastline in jih prodajati ljudem, kot dejansko živinorejo. Ja, čeprav živinorejo pač živali, živalski, maščobe, meso, to je človek narejen iz tega. In to je absolutno 100-krat bolj zdravo kot neka solatka. Tak za človeka, če smo realni. V glavnem. Vprašanje, kako gledaš na veganstvo? Ali je to bolj neka modna muha na našem delu Evrope, ali je to res neka prehrana prihodnosti za vse človeštvo, ne vem. Kako se ti zdi? Zdaj to ti bo všeč. Jaz sem bila veganka. 2 leti. Nehala sem biti z razlogom. Pozitivna stvar tega je bila, da mi je bilo ful dobro kuhati. Pač maščobe, meso, to ti da okus, mleko ti da okus, jajce ti da okus. Zelenjava nima toliko okusa sama po sebi, ni toliko bogata in ti moraš postati zelo kreativen, da to hrano narediš ful dobro. Tako da to je ful dobro del. Ampak sem pa tudi jaz opazila, da pač jaz nisem dovolj optimalna na tej prehrani. Tako da zdaj, če pogledamo malo znanost zadaj, je kar nekaj znanosti, ki podpira zelo veliko različnih vrst prehrane. Najbolj se vsi strinjamo, da je mediteranska najboljša. To je res, pač to je tako sigurno, tako
znanstveno strokovno dokazana mediteranska je sveta, pač dieta, način prehranjevanja. Diete niso najboljša izbira besed tle. Veganstvo samo po sebi ima pozitivne stvari in to je, da večinoma ljudje, ki so vegani, se trudijo jesti zelo zdravo. Se pravi, ne jejo veliko predelane hrane, ne? Ok, zdaj vsi te izdelke, ki jih vidimo v štacunah, ki si jih omenila, ne? To so predelane stvari. To so ultra predelane stvari. To, če pogledaš ti, če primerjaš, ne vem, navadno meso ali pa, kako smo mi že imeli? Chick free. Chick free je bil chicken. Okay. Chick free je bil to je bil piščanc, ki pač je bil narejen iz stročnic in ne vem česa. A veš, to ima tak seznam sestavin. Veliko več konzervancev, veliko več nekih slabih dodatkov, ki pač delajo več težav kot koristi, ker ti nisi pojedel enega zrezka, ne? Če gledamo zdravstveno. Tako da to je tudi mičkeno, tukaj je lahko mečkano marketinga, ne, zapakiranega, da mi rečemo, da te pripravki, ki so pa ultra predelani, pa so veganski, so pa zdaj bolj zdravi kot tisto naravno meso ali pa naravno jajce ali pa naravno sir, ne, ki pač nima vseh teh dodatkov. To je ena stvar, druga stvar je pa, da ja, te ljudje pojejo zelo veliko vlaknin. Zelo veliko, ker je pač večinoma zelo bogato rastlinsko prehrano, kar pa nam primanjkuje ponavadi k človeštvu. Mi pojemo toliko premalo vlaknin. Jaz vedno povem to, da 100 let nazaj, 1000 let nazaj, takrat res, kaj še človek ni živel v naseljih, ampak smo bili še tako nomadska bitja po jamah, iz jame v jamo, ne paleolitična doba. Takrat so ljudje jedli po 120 gramov vlaknin na dan in rastlinskih vrst, iz katerih so dobivali vlaknine na letni ravni, je bilo tako skoraj 200, neka taka res bizarno visoka številka. Okay. Danes povprečen človek poje konkretno manj kot 20 gramov vlaknin na dan, pa hotel bi jih imeti tako vsaj 25, ajde 30, to bi bilo idealno. Plus. To je kaj, ena jabka ali kaj je to? Ne. Koliko je to? Težko je pojesti toliko vlaknin. Da ti poješ toliko vlaknin, moraš v vsakem obroku pojesti pač kar neki, ne vem, recimo, da zajtrk poješ vse neko smiče, pa jabko noter, kot si rekla, ja, pa še malo čija dodaš, to je zelo bogato z vlakninami, pa za kosilo, da poješ papriko, pa malo leče, recimo, pa za večero, da imaš nek sladek krompir, pa pol še neko sadje, recimo maline so zelo bogate, spet drugače. Okay. Ampak, a veš, nimajo rastline toliko vlaknin, ki bi mi jih hotel. Ponovadi imajo tam 2, 3, 4, 5 gramov, ampak večina sadja ima 2 do 3 grame, ne. Da ti priješ od 30, imaš kar veliko pojesti. Na 100 gramov, jaz govorim. So kakšne stvari, ki jih ima več, čija, lan, maline, tako. Ampak ni toliko lahko pojeti. Jaz se trudim kar zelo s tem, pa ti povem, da ni toliko lahko. Semenke imajo veliko. Najboljše si je narediti en tak miks različnih semen, ki jih pa dodaš vsak dan na solato, ki pa kar dodaš dosti vlaknin s tem, recimo. To. No, anyway, vlaknine. Ja. Oni dobijo ful vlaknin. Okay. Mi jih ne dobimo dosti. Ja. Mi rabimo vlaknine, to je point, sorry. Malo smo zašli s poti. Ne, v redu. Tako da, to je pozitivna stran te prehrane, definitivno. Pa to, da so ljudje načeloma, to so ljudje, ki se bolj trudijo zdravo jesti, ampak nismo pa narejeni za to prehrano. Že tako, če pogledamo čist fiziološko, mi ne moramo B12 dobiti, če ne jemo živalskih izdelkov. Sprav ti, kot človek, nisi narejen za to prehrano. Tvoja anatomija, fiziologija ne more tega sprocesirati. Ne? Tudi, če pogledam, evo, čez svoja znanstvena očala, živalska hrana se boljše absorbira kot rastlinska. Recimo proteini se boljše absorbirajo, ne vsa, ampak proteini se definitivno boljše absorbirajo živalske hrane, tudi razni minerali se boljše, železo v obliki, ki ga dobimo v živalski obliki, je pač tako, da ga lahko absorbiramo, rastlinskega ne, pa ga moramo najprej še predelati, ampak saj imamo faktore, ki ga v želodcu predelajo, v tistega, ki se lahko absorbira. Ampak ja, smo, bi rekla, razviti kot vse jeda vrsta, je pa tudi kar nekaj dokazov, da količine mesa, ki jih mi pojemo zdaj, so mogoče malo previsoke. Pa premalo vlaknin. Ja. Okay. Torej, mogli bi v bistvu, veganstvo je mogoče fajn v tem smislu, ne, da nas malo opozarja, dajmo. Ja, ampak to je ekstrem. Veganstvo ni uravnotežena prehrana. To je ekstrem, ki ima, iz katerega sem zdaj jaz povedala, kaj so pozitivne stvari, ampak ni pa to neka idealna prehrana za človeka. Ok, odlično. Podpisano. Meni so drugače menstruacije začela zamujati, ko sem na
veganka 2 leta. Ja. Kaj so ti začeli? Zamujati. Zamujati. Ja, pokvarili so se mi cikli. Jaz imam drugače. Če ni bilo dovolj verjetno maščob pa tega, ne? Ali kaj se to tako iz niti maščob proteinov, dela? po moje, se moraš ful potruditi, da poješ dosti proteinov, vsega ne dobiš, po moje, dosti vsega hranil. Pa jaz sem se trudila, pač sem vedela, da moram paziti, pa sem jedla B12, pa vse stvari zraven, ampak pa recimo po 2 letih nekako se mi je to začelo poznati in ko sem nehala, se mi je tudi nazaj uravnalo vse. Ne bom rekla, to je moja osebna izkušnja. Ene ženske živijo cel life na veganski dieti, pa nimajo nobenih problemov. Imajo zelo pozitivne izkušnje. Pač Na kateri dieti? na veganski recimo, ne. Veganski. Tako, pač pa nima teh težav, to hočem reči. Ampak meni se je dejansko to zgodilo in bi rekla, da je zelo koreliralo, zaradi tega, ker ko sem začela jesti nazaj, potem pač najprej vegetarijansko, se je to popravilo. Mislim, koliko jaz vem, ne, vse tiste hormone, še posebej ženske. Ženska itak mora jesti ful masno hrano, ne, pač masno, ne. In Mislim, masno. Pač ja, zdrave maščobe, absolutno. zdrave maščobe, Mi nujno pa rabimo. tudi živalske maščobe, ne. Pa Koliko mi jaz to vem. rabimo imeti maščobe v telesu. Pač te modne, kako bi rekli, te prikazi, da mora biti ženska taka. Vse te ženske, ki vidite, da so modni ideali, tako, to niso zdravi hormoni na koncu. To niti menstrualni cikli niso urejeni, ne. Mene je bilo ful, zadnjič sem videla eno smešno sliko na internetu, ki je bilo tako, ena zelo lepa Japonka, čudovita, res krasna, tako vitka, postavna, ful lepa. In je pisal gor napis, kako na Japonskem pada število rojstev, če pa povprečna ženska izgleda tako. In potem je gospod komentiral, Aha. človek je izpostavil razlog, zakaj upada rojstvo, ne da bi dojel, da ga je izpostavil. Ja. Ravno to, da so tako vitke, a ne, pol zelo vpliva na plodnost. Čeprav Japonke in načeloma Azijke so lahko bolj vitke in imajo še vedno, pač imamo drugačne konstitucije, tudi ne, glede na raso. In oni so bolj na vitki strani in nimajo toliko problemov, kot recimo, če bi mi bili toliko vitki, bi se nam čez podarilo hormonsko zdravje. Res je, mislim, to je že bilo tako od nekdaj, ne, tudi se spomnim v času, ko so se, ne vem, v srednjem veku vedno se je gledalo, da je ženska, mislim, prej so vzeli tako, da ima bolj nalita. Samo to je drugače, to je čisto drugi razlogi. A ja? Ja, to zato, ker to je bila višji sloj. Pač ti si imel denar, ti si imel hrano in ti si lahko bil malo bolj oblinac, močnejši zaradi tega, ker si imel resurse. In to se je cenilo kot znak višjega sloja, ne zaradi tega. Še to. Ja. Same pluse, bi malo bolj. Ne, čisto drugače, tako da ni bilo takrat, to je bil takrat vzrok. Kaj je po tvojem mnenju največja zmota, ki jo imajo ljudje o zdravem življenju? Super vprašanje. Treba je biti, tako, največja zmota je, da je treba biti ful, ne vem, kako bi temu rekel, rigorozen, omejen, strog glede svojega življenjskega stila, prehrane in vsega, da je treba res paziti na vse. Ampak v resnici mi imamo v življenju stvari, ki pozitivno vplivajo na zdravje in pač negativno, ne, če to gledaš. In tvoj life je razmerje med tema dvema, ne. Se pravi, hočeš biti vedno vsaj malo v plusu, da pač pozitivne prevladajo nad negativnimi. In razna stvar, ki jo dodaš, ali pa pač odvzameš, naredi razliko. Pri eni ali pri drugi, ne? Ali da pač dodaš pozitivno, ali odvzameš negativno. Ali pa pač, če si odvzel pozitivno, ne, ti upade na pozitivno. Na ta način. No, in zdaj, mi imamo zelo veliko stvari, ki delujejo zaščitno na nas iz tega vidika. In povozijo marsikere minimalne negativne vplive. In se mi zdi, da ljudje, ki se odločijo zdravo živeti, velikokrat padejo v idejo ekstremov. Da je treba zelo, res se odpovedati vsem, nikoli se ne smeš prekršati, Bog ne daj, da bi pojedel, ne vem, sladko ali pa kaj takega. In zakaj to govorim? Ker je to ful velik stres za človeka. Pač jaz sem že ful ljudi spoznala, ki tako zelo trpi zaradi tega. Na koncu pač se ti sam narediš bolj stresno življenje, ki je pa spet negativno, ne. Ni dober in ti ne odtehta tega, da se toliko mučiš za vsak detajl. V bistvu zdrav lifestyle je zelo simpel. In vedno, ko me sprašujejo tako na podcastih, danes me ti nisi, hvala. Ne, vedno isto vprašajo, kaj so 3 stvari, ki bi človek naredil za zdravje. To je to, kar vsi že vemo, ne. To kvalitetno dosti spanje, pa pol neka uravnotežena prehrana, ki ne rabi biti, da zdaj ti ne ješ nikoli sladoleda in nikoli ne poješ čipsa in tega, ampak da res je večina obrokov uravnoteženih, da večina obrokov ima, a ne, in proteine, in vlaknine, in kompleksne ogljikove hidrate. In da se izogibaš ultrapredelani hrani, čim bolj kar se da, pač
če pa občasno poješ, noben problem. Ne? In pa gibanje. Vaja za mišično moč in pa ne vem, razni sprehodi in to. In če to narediš, to je tako 95%, ajde 90%, zaradi tega, ker nisem omenila nečesa zelo pomembnega in to je, da si srečen v življenju in da imaš dobre odnose. Ja, seveda. Ampak ja, če še to dodam, te 4 stvari, pa si na 99% tega, kar ti lahko narediš za življenjski stil in zdravega. Pač večino, ne? In ni treba na teh detajlih potem toliko zgubljati živce, ker pa se pa stresiraš in ti dela življenje manj kvalitetno. Zdravo življenje ti mora pa delati življenje bolj kvalitetno. To je ideja zdravega življenja. Ti živiš zdravo, zato boš imel kvalitetno, srečno življenje. Ne zato, da te bo omejevalo. Jaz mislim, da si super povedala. In moraš vedeti, da pred leti sem za to, kar si zdaj povedala, sem plačala, ne vem, ker nisem se najbolj počutila, sem šla eni zdravnice, ba je tako super bila, ni sicer iz Slovenije. Sem se naročila, tako pol leta sem mogla čakati, da sem sploh prišla na vrsto. In na koncu, kam je pa povedala, pač sem povedala, take simptome imam, to me pa to muči, ne. Prvo itak sem mogla, ne vem koliko vitamin D, ne vem koliko denarja sem dala na vse tiste preiskave. Potem na koncu, kaj mi je dala, moraš spati toliko pa toliko ur, moraš si vsak večer umiti zobe, sej si jih itak, ne, pa vsako jutro. A veš, take čisto banalne stvari, pa sem mislila, pa zato sem za tako denarja plačala. No, in na koncu sem se sekirala, točno tako si rekel, zato ker je bil določen protokol prehranjevanja. Mislim, ni tak strog, ampak sem se mogla vsako jutro sekirati. Evo, zdaj si moram zajtrk, da je vse na krožniku tako mora biti, kosilo tako mora biti. In kaj na koncu, sem bila na koncu še bolj bolana, še bolj stresirana, še manj energije, še v glavnem grozno, ne. In v bistvu pa vse imaš odprto, ne samo da moraš biti malo bolj discipliniran, da tudi vseeno malo bolj moraš biti discipliniran, ne pa si zagreniti življenja, ne, komplicirati to pač, ne, tako si rekla. Da zdravi slog življenja vam mora biti v bistvu olajšati življenja, ne pa ga zakomplicirati, ne. Hvala za to tvojo zgodbo. Ja, dejansko, a veš, vse po eni strani bom tako rekla, ne, včasih moraš plačati 1000 evrov, da te motivira, da greš spat zvečer. Ker mene ne motivira. Včasih pač jaz imam obdobja, ki imam tako, vsak dan 10 spat, ki je pač ena rožica, imam obdobja, ki si res iskreno želim ob 1 zjutraj spati in bi vse dala, da bi lahko ob 1 zjutraj spati in se mi ne da, ne. In pač včasih se pač tudi tako moraš motivirati. Očitno. Ampak ni pa okej, ne. Ja, ni pa okej, ampak me je pa fajn izučilo, pa me res, ja, zdaj pa res. Zdaj se pa zdaj, mislim, sicer me bolj pomembno take stvari slišati od nekoga, ki je bolj, ne vem, všeč mi je ta tvoja iskrenost, ne, gor poveš tako, če nekaj ne veš, poveš iskreno, ne vem, če pa nekaj veš, poveš spet iz svojih izkušenj, ne pa zdaj to, ja, tak zdaj velja za vse, ne velja za vse, velja za tebe, pa poskusite, mogoče pa bo tudi za vas, ne, na nek tak način, to mi je zelo všeč ta pristop, ker ni tega tak velik danes, moraš vedeti, mogoče ne veš, ti jaz povem. Hvala ti. Ema, hvala ti za to, da si bila danes z nami. Res smo počaščeni, da si se nam pridružila na tem podcastu. Mislim, da je bilo super, super zanimivo in poučno za naše gledalce, tudi za tvoje gledalce. Hvala ti, se še vidimo. Hvala te. A lahko sam še nekaj povem, Seveda. Jaz sem že na ful nekih intervjujih in podcastih in televizijah in vedno me vprašajo isto vprašanje. Vedno pridem domov in rečem možu, spet so me vprašali čisto identične stvari in jaz se sam tako ful se ti želim zahvaliti in tako pohvaliti tvoje delo, ker pač vidim, da si se tako res potrudila in pripravila. In ful dobra vprašanja, drugačna, izvirna, pomembna in hvala, tako great voditeljca. Hvala ti ful, res mi je prijetno. Hvala. Lepo se majte, čau, čau.